20. septembra bomo v Mariboru gostili posvet daljinske kolesarske poti, ki je zelo pomemben za Maribor in širšo regijo. Turizem in pa kolesarstvo vedno bolj naraščata in to je trend, ki ga tudi v Mariboru želimo promovirati, in zato bomo povabili čim več akterjev, da se združijo in pomagajo pri čim boljšem razvoju dravske kolesarske poti, ki je nekako naša povezovalna regijska destinacija za turizem, za razvoj in za napredek. V imenu organizacijskega odbora lahko s ponosom povem, da so nas kot pokrovitelje podprli Mestna občina Maribor, potem Univerza v Mariboru, Ministrstvo za gospodarstvo in turizem in Ministrstvo za infrastrukturo in okolje. Prav tako nas podpirajo vse občine, ki so združene ob dravski kolesarski poti, in samo s ponosom lahko povem tudi to, da so daljinske kolesarske poti ena od prioritetnih nalog, s katerimi se mora Slovenija soočiti. Saj smo na področju cestne infrastrukture v preteklosti ogromno naredili, prav tako glede kolesarskega prometa v mestih, da pa nam ta segment daljinskih kolesarskih poti še manjka v primerjavi z razvitimi evropskimi državami, in ta posvet, ki ga organiziramo, bo edinstvena prilika, da pokažemo dobre prakse iz tujine in pa cilje, ki smo si jih zadali tudi v Sloveniji. Gre za eno dogajanje oziroma za posvet, ki bo, mislim, da dal osnovo za to, da bodo daljinske kolesarske poti postale del vsakdanja turizma v Sloveniji. Na to pa so vabljeni predvsem vsi tisti, ki se ukvarjajo z razvojem tako turističnih produktov kot z razvojem infrastrukturnih projektov. Udeleženci posveta lahko več informacij dobijo na spletni strani www.kolesari.org. Hkrati pa bo po posvetu še izveden terenski dogodek kolesarska parada, kjer bodo v bistvu udeleženci lahko šli po mestu in si ogledali dobre ter pa tudi slabe prakse in mogoče našli kakšen nov izziv, ki bi ga lahko Maribor v prihodnje na kolesarskem področju izboljšal in tako naredil mesto ljudem in kolesarjem bolj prijazno.